Jaz mislim, da lahko kar začnemo, če še kdo pride, ga bom jaz vmes spustila noter. Dobrodošli vsi na novem webinarju v sodelovanju KMŠ in RNM, torej Klub mariborskih študentov in Razturi na maturi. Danes se bomo posvetili slovenščini in sicer temu delu, ki vas tudi še čaka, torej esej ste že opravili. Čaka vas pa še slovnica oziroma razčlemba besedila, pol vas sicer čaka še ustna, ampak danes se bomo posvetili tej naslednji poli, ki vas čaka. Z mano sta dve Anji danes, ena je Anja Hojsak iz KMŠ-ja, ki ste jo že prejšnjič spoznali, in ta druga je Anja Zidar iz RNM-ja, torej naša slovenistka pri Razturi na maturi. Zadnjič ste spoznali Katjo, zares še boljš bi bilo, če bi se zamenjali, da bi Anja prejšnjič o eseju govorila, pa Katja v slovnici, ker je Anja tudi komparativistka, ampak mislim, da bo odlično vam obrazložila tudi tale slovnični del. Tako da Anja Hojsak iz KMŠ-ja, bi še ti kaj pozdravila dijake oziroma imaš ti še kaj za sporočiti jim? Ja, zdravo, jaz sem Anja, sem vodja dijaške sekcije Kluba mariborskih študentov. Rada bi povedala samo to, da mislim, zraven današnje delavnice imamo še jutri in pojutrišnjem, tako da če se še niste prijavili, še vedno imate čas, oziroma ste na mail kar dobili vse 3 linke, tako da lahko kar se tam pridružite zraven. Za več informacij o naših projektih nas lahko spremljate na Facebooku Klub mariborskih študentov ali pa za dijaške projekte, kot so stand-upi, koncerti, tudi različna predavanja imamo, je dijaška sekcija KMŠ. Potem rada bi pa še dodala, da zraven z Razturi na maturi vam damo kodo oziroma akcijo za cenejši nakup Razturi na maturi, kjer imate res vso osnov na enem mestu za maturo in se res ful splača, bi rada dodala. Več o tem bo tudi kasneje omenjeno. Je pa tudi link do tega v opisu v Facebooku, tam, ko je dogodek, spodaj vse piše, tako da ne rabite nobenih mailov pošiljati, nič takega, ampak imate že tam lepo napisano. Tako da, to je vse. Super, hvala Anja. Ja, tako kot je že Anja povedala, se pravi, imamo skupaj eno akcijo s KMŠ-em, da imate močno znižan dostop do naših vsebin na platformi, pa zraven vam v bistvu še en del KMŠ časti, tako da se ekstra splača. Tako da hvala tudi KMŠ-ju. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, lahko napišete v chat, pa bomo verjetno na koncu malo šli čez, če bo kaj takega. Drugače so pa tudi res vse razlage, tako da karkoli boste spraševali, boste sigurno tudi našli na naši platformi, tako da bomo videli, če bo pa kaj posebenega, pa lahko tudi sproti odgovorimo. In ja, dogodki si sledijo še naslednja 2 dni, se pravi, jutri je matematika in še naslednji dan angleščina, tako da boste sigurno zdajle v 3 dneh dobili zelo veliko pomembnih oziroma uporabnih informacij. Tako da ja, mislim, da sem v bistvu vse povedala, zdaj verjetno ste bolj neočakani poslušati Anjo namesto mene, tako da evo Anja, jaz ti kar predajam besedo, če bo karkoli, se pa tudi jaz lahko oglasim zraven, če bo kdorkoli potreboval kakšno pomoč. Ok, ja, živijo, jaz sem ta druga Anja, sem pa z Razturi na maturi. Tako da ja, najprej, kako je šel esej, lahko tudi sam se odzovete, torej reactate na to. Upate, da bo slovnica lažja, da bo ustni del še lažji, kaki so kaj vtisi. Moram reči, da sem se zelo zabavala, ker sem pol na Matura Memes videla ene par odzivov, predvsem v obliki mimov. So bili precej prisrčni. Zdaj upam, da vas ni preveč ubil predvsem, pa da ste še motivirani zdaj za naslednja 2 tedna, pa potem pač, kar vas še čaka, potem pa ja, imate, kako že pravijo, najdaljše počitnice sploh. Tako da jaz sem vam kar fovš, ker mislim, da toliko dolgih pol nisem več imela po maturi.
so vedno nekoliko skrajšane. Tako da, če kar začnem, bom delila nek tak kratek, pač, ja, nekaj smo pripravili, da bo malo bolj vizualno. No, mati se. Tole. Evo slovenščina na maturi oziroma preostali 2/3, ker 1/3 ste že imeli. Torej nek dnevni red, ki sem si ga zamislila, je najprej pač neka razčlemba izhodiščnega besedila, potem je tukaj ustni del mature, potem je pa še čas za vaše vprašanja, zdaj lahko jih tudi vmes napišete, že v besedilo, že v chat, pa bomo pol prebrali, lahko se pol javite, kakorkoli. Bomo pogledali pol na koncu. Zdaj, kaj je fora zdaj vsakega od teh 2 delov, ki vas še čaka, torej razčlemba izhodiščnega besedila je ciljno usmerjena kritičnemu branju, uporabi jezika, pa tudi tvorjenju besedila. Zdaj vse to je zelo abstraktno, ampak kritično boste morali brati tudi na faksu, navsezadnje tudi, če ne greste na faks, je fajn, da berete, tako da vas ne morejo glih takoj prenesti okoli. Fajn je, da tudi potem, ko se odzovete, da ste pismeni, vsaj v nekih uradnih instancah, ki jih vseeno ne bo tako malo. In s tem je povezano tudi tvorjenje besedila. Zdaj, ustni del mature je namenjen testiranju teh govornih zmožnosti, torej temu, kako znate vi jezik uporabljati, znate preceniti, kdaj je primeren register, kakšen je primeren register, a poznate te osnovne literarno-teoretske, literarno-zgodovinske pojme. In tudi v bistvu kontekst slovenskega jezika, ker v bistvu vse to zadnje dvoje oziroma troje v bistvu spada k neki splošni izobrazbi in zdaj, če se vam zdi to grozno vse skupaj, pomislite, kaj bi bilo šele, če bi morali vse to poznati za neko angleško književnost ali pa ne vem, francosko, nemško književnost. Tako da, če gremo kar k razčlembi, torej piše se 30. maja, torej čez v bistvu točno 14 dni. Predstavlja 30% končne ocene in piše se 90 minut. Dovoljeni pripomočki so nalivno pero oziroma kemični svinčnik, ne svinčnik, tako da tukaj je že nek disclaimer, pazite na to, da ni svinčnika, oziroma da če ga uporabite, da boste šli čez z nečim bolj permanentnim. In razčlemba izhodiščnega besedila je sestavljena iz nalog zaprtega tipa, polodprtega tipa in odprtega tipa. To v praksi pomeni, recimo za naloge zaprtega tipa, to pomeni naloge, v katerih je treba podčrtati, obkrožiti, take stvari, kar, mislim, že zdaj v bistvu je pomembno, da dobro preberete navodila, da veste, torej, a je treba zdaj podčrtati, a je treba podaljšati. V navodilih se dostikrat znajde tudi kakšen lažni prijatelj, torej, oziroma ker beremo dostikrat, ker smo pod stresom zelo na hitro, pa nam kaj uide, lahko piše, lahko zdaj sicer piše, kako v zbornem knjižnem jeziku izgovorimo spodnje besede, lahko pa bi pisalo, oziroma česa, oziroma kako ne izgovorimo nečesa, torej kaj je nepravilna izgovorjava. Tako da takih malih obratov je precej. Takih malih obratov je precej, tako da bodite pozorni na to. In podobno tudi recimo pri nalogah izbirnega tipa. Torej lahko je en pravilen odgovor, lahko sta dva, torej tukaj jih je recimo več. Torej obkrožite črke pred pravilnimi odgovori. Potem v teh nalogah s kratkim zaprtim odgovorom se dostikrat najdejo kakšne slovnične zadeve, kot recimo tukaj. Zdaj čisto na hitro mi zna kdo povedati. Torej prevajalka v Milenku Jergoviču pravi, da je prevajan v številne jezike in nagrajevan. Poimenujte glagolski način v odvisnem stavku in ga pretvorite v drugi glagolski način. Kaj imamo tukaj? Čisto na hitro. A vi bo najdel? Opa. Bi znali recimo tole. Torej, tukaj imamo opravka z pasivom in kako to pretvorimo v nek drug glagolski način. Torej, tukaj morate paziti, torej gremo z aktiva v pasiv, torej prevajalka o Milenku Jergoviču pravi, da je prevajan. Torej, pazite, da tukaj ne uporabite recimo Milenko Jergovič je preveden, to je še vedno pasiv.
in nagrajevan, še vedno pasiv, ampak boste morali v bistvu uporabiti kakšno dodatno osebo. Torej, Milenka Jergoviča se prevaja, oziroma prevajamo številne jezike in dobil je že veliko nagrad nekaj v tem stilu. Če gremo naprej, potem imate povezovanje, s to nalogo ste se tudi zagotovo že srečali. Ne vas ne zmede, če vam recimo kdaj pri teh povezovanjih dostikrat kaj ostane, ker včasih je ravno to nek catch, da ena ali pa dve besedi ostaneta. Zdaj na to nalogo vas pa noben ne more zares pripraviti, ampak samo tako, dajte izklopiti neka pretirana razmišljanja in diplomska filozofiranja za kdaj drugič. Ampak dajte res pač se osredotočiti, pač mogoče najprej izbrati tisto, kar najlažje, torej tisto, kar že takoj prepoznate, pa tisto najdete in se potem tako premikate pa v bistvu nekako na pol na izločanje, na pol z nekim sklepanjem pridete pač do neke glavne te. Potem imamo dopolnjevanje, recimo to dopolnjevanje. Tukaj imate pač precej nedvoumne stvari, ki jih razberete z besedila. Torej, zelo konkretno morate vedeti, torej, kdo se pogovarja. Pri tem je fino biti pazljiv, da recimo ne zamešate, če je nek odvisni govor, da ne zamešate, pa še tistega date noter. Torej, da nekako znate to zaznati. Mesto objave in čas objave, torej, ko imate, torej ponavadi imamo opravka z nekim člankom, to je ponavadi čisto na koncu dol napisano pod besedilom ali pa mogoče na začetku. In potem imamo tle še tole, označite zopet, kaj je za ena pasma besedila, bi lahko rekli. In tukaj morate že razložiti, kar je že v bistvu nek bolj odprti tip. Te 3 točke pomenijo, da recimo 2 dobite za vsebino, eno je pa vedno namenjeno jezikovni pravilnosti. Zdaj, mogoče tega še nisem omenila, pa bi bilo mogoče bolje, da bi že takoj na začetku, ampak nekih polovičnih točk se načeloma ne daje. Torej, ali imate prav, ali pa pač nimate prav. Tako je življenje, no. Precej črno-belo, ampak tako je. Potem, ja, ponavadi pride neka razvrščanja, kjer opisujete, zdaj v tem primeru imamo pridevnike, lahko bi imeli zaimke, lahko bi imeli verjetno tudi samostalnike, prislove oziroma prislovna določila. Mogoče se to zdijo precej splošne stvari oziroma sej to bomo pa zdaj znali, ampak res pomembno se je zbrati pa tudi pač čez 2 tedna pokazati to neko analitično sposobnost, ali kako se temu reče. Potem imamo tukaj nalogo korekcije. Si tole maknem. Naloga korekcije pomeni, da morate v bistvu najti pravopisne napake. Zdaj, tukaj se res gleda samo pravopisne napake, ne pa tudi recimo zatipkov. Ker tukaj recimo, do zatipka, recimo tukaj sem prej se 100 let ubadala, ali piše Južne Dalmacije ali Južne Dalmacije. Do zatipkov lahko pride tudi zaradi recimo tiska, pač pride do neke napake v tisku. Tako da tukaj je potrebno paziti, torej zopet ni nujno ena napaka na vrstico, ker seveda imamo manj vrstic, kot je napak. In ni napaka vedno samo, da nekaj manjka, lahko je tudi nečesa preveč. Zdaj recimo take stvari, ko je nečesa preveč, najlažje opazimo. Recimo tukaj imamo hrvaško z veliko, kar se piše z malo, ker je pridevnik požena s kiški. Potem imamo tukaj premalo ene vejice, če opazite, torej drugi narečni skupini sta kajkavščina, ki ima vprašalnik zaimek kaj, torej tukaj je vejica zato, ker se nanaša na kajkavščino. Tale štokavščina je pa v bistvu že nek nov del. Imamo v bistvu priredje, v osnovi imamo kajkavščino in štokavščino, tole je pa samo dodano kot nekak dodatek kajkavščini. Nečesa preveč, oziroma recimo torej ta dežela Molizej se recimo še ponuja. In tukaj ena
tale vejica je tudi recimo preveč. Tako da težko je, torej najlažje opaziti, ko nečesa ni, torej ko ne vem, zmanjka, torej ko ne vem, manjka velika začetnica na začetku stavka ali pa ko je namest predloga S uporabljen predlog Z, ampak to so že skoraj take napake oziroma take napake, ki skoraj da že vsi pričakujemo. Tako da pričakujte, da tukaj boste imeli neke zavite in torej tukaj je še Katja dopisala ta disclaimer. Torej 2 pravilna popravka sta vredna 1 točko in tukaj se točke tudi odštevajo. Torej tukaj lahko v bistvu zgrešite samo v bistvu torej tukaj lahko tudi, če polovico popravkov zgrešite, jih ne napišete, jih ni, potem ste v bistvu na 0 točkah, tako da se splača precej podrobno poglobiti pa pogledati v smislu najprej, kaj manjka, pa kaj je tudi še preveč, potem pa lahko še pogledate, če so vam slučajno dali kakšne zastonj točke s temi predlogi S, Z, KH in tako naprej. Okay. Potem imamo naloge polodprtega tipa. To so pa že naloge, ko morate nekaj argumentirati, ko morate nekaj, torej nek koherenten odgovor najti. Torej pri nalogah zaprtega tipa se lahko tudi neko pisanje odgovorov pojavi, ampak so to ponavadi kratki odgovori in vam je tudi specifično, mislim, vam je tudi zelo natančno povedano, torej odgovorite kratko oziroma odgovorite v eni besedi na ta način. Medtem ko tukaj imate recimo odgovorite v eni povedi. In zdaj, kot smo že prej povedali, torej 3 točke dobimo, tukaj imamo 4 točke, 3 točke so za 3 ustrezne argumente, ker očitno jih ta prevajalka v takratnem članku navede 3, in 1 točka za jezikovno pravilnost. Zdaj, tukaj mislim, da sicer ni nekih napačnih točk, če samo dvignete tiste 3 argumente in jih pač nanizate drugega za drugim v nekem približnem stavčnem zaporedju, ampak smisel tega je tudi to, da znate parafrazirati. Torej, pri teh parafrazah je treba paziti tudi, da se ne preveč zapletete, torej da še vedno nek pomen ostane isti. In zdaj tudi veliko časa boste verjetno porabili, če boste šli vsako stvar iz besedila dobesedno prepisovati. Pa mogoče je fajn, da ta cajt za kaj drugega porabite. In potem imamo še nalogo odprtega tipa. In to je pa tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila. To je tudi najvrednejša naloga, ponovadi ima 15 točk. In vedno zgleda tako, da imate neko besedilce, nek kontekst in potem na koncu je pač zahteva, kaj je treba napisati. Tukaj imamo uradno prošnjo in zdaj, kot veste, ste se mogoče pozanimali, je tukaj v bistvu edina točka, kjer je prišel v bistvu do prilagoditev. Glede na prejšnja leta, torej imamo uradno vabilo, uradno pritožbo, zahvalo, prošnjo, vabilo, zahvalo, obvestilo. Torej, vedeti treba te nianse med uradnim vabilom pa javnim vabilom, ker ni vsako javno vabilo uradno. Uradno vabilo lahko boste mogoče dobili tudi vi kdaj, ne vem, vas bodo povabili na proslavo ob praznovanju dneva samostojnosti občine Maribor, recimo. To bo uradno vabilo, ampak bo namenjeno v bistvu vam, ampak še vedno je treba uporabljati vse te neke vljudnostne fraze, pravi register in tako naprej. Javno vabilo, recimo tako, ki je pa namenjeno za nekem shodu, recimo vabilo na nek shod, na neko javno zborovanje, pa zopet drugače. Torej, to so te male nianse, ki si jih poglejte, sploh recimo zato, ker jih je letos manj kot recimo prejšnja leta. Če gremo naprej, torej kaj so neke najpogostejše napake, torej površno branje navodil in besedila. Tukaj Katja recimo napisala, izpišite prve 3 glagole iz druge povedi 3. odstavka, torej
tukaj imamo 3 informacije, torej imamo prve 3 glagole iz druge povedi v 3. odstavku in to so pač vse neke informacije, ki jih je treba zaznati, torej ne samo nekaj na hitro prebrati, prve 3 glagole, pa jih izpišete, ne vem, iz prvega odstavka, ker je to seveda logično, seveda bomo še najprej v prvi odstavek izpisati, ampak žal to ni to, kar so želeli od nas. Kar vam lahko recimo pomaga pri temu je to, da se v bistvu da to besedilo iztrgati iz pole, kot veste, torej pač nekaj časa vzame, ampak se ga da iztrgati, tako da ga imate lahko vedno s sabo, torej da nimate tega obračanja listov in papirjev, ker verjamem, da če nič drugega vam gre mogoče na živce, ko se zgodi, ko morate to početi, no. Potem naslednja napaka je površno podajanje argumentov, torej napišite 3 argumente, ne enega, ne 2, ampak tudi ne 4 ali pa 5, torej ni se treba zmišljevati, ni pa treba tudi hiteti. Ali pa recimo v vprašanju tvorjenja, zopet treba biti zelo natančen. Recimo prej, ko smo imeli opisovanje pridevnikov, torej razvrščanje pridevnikov, je zopet treba zelo, pač ni samo, ne vem, če imate lastnostni svojilni, pa pač še vse ostale, je treba imeti vse te 3 nadomestiti, ne pa, ne vem, pustiti prazno ali pa reči, bom ga nekam napisal, pa se že bo, ali pa ne bom ga opisal. Za izpuščanje nalog načeloma ni minus točke, so pa minus točke so zato, ker če ne rešite, ne morete dobiti niti točk, kar je neka obratna logika. Ampak ja, za izpuščanje ni recimo minus točk predvidenih, kot recimo tam, ko smo imeli korekcijo, ampak vseeno je fino, da si čas razporedite tako, da vam za to tudi ostane. Največja težava recimo pri drugi poli, ki smo jo s Katjo zaznali v zadnjih letih, je pa pravzaprav porazdelitev časa. Tukaj smo bili tudi mi, vsaka generacija v neki milosti oziroma nemilosti sestavljalcev. Včasih se da čisto fino v teh 90 minutah rešiti, včasih je treba nekako skombinirati. Zdaj nekako naš nasvet, ki si ga lahko mogoče imate nekje v malih možganih oziroma si ga date tam nekam od zadaj, da se ga boste spomnili, bi bil, da se vseeno osredotočite na zadnjo nalogo. Torej, ne vem, ko ugotovite, da imate še pol ure časa, pa ste nekje na zadnji tretjini, mogoče je smiselno, da greste kar takoj na zadnjo nalogo, jo napišete, ker verjetno je vseeno lažje, kot če greste ker v bistvu vse pole oziroma te razčlembe so sestavljene tako, da najprej iz nekih splošnih vsebinskih vprašanj gre do vprašanja vse bolj na neko slovnico, pravopis in tako naprej, ker so pač stvari, ki si jih mogoče težje prikličete iz spomina. Medtem ko pač neko pisanje vabila, ki ima pač neko jasno strukturo, pač nekih teh 5 točk ponavadi, je ponavadi lažje in hitreje in ga boste tudi pač lažje oziroma hitreje našli. In potem, ko to naredite, se seveda lahko nazaj vrnete in si pač razbijate glavo z vsem tem, kar vam je preostalo. Tako da ja, mogoče nek nekako najpomembnejši nasvet, natančno preberite navodilo, natančno preberite besedilo, zdaj ali si vmes tudi že kaj počrtate, ne vem, avtorja, ne vem, karkoli se vam tam noter pojavi, pa se vam mogoče zdi, da mogoče bi bilo pa to zanimivo. Če imate čas, ga lahko preberete, ne bom rekla, da ga preberite 2-krat, ker mogoče tudi ne boste imeli časa za to, ampak vsekakor dovolj je, da ga preberete enkrat, pa če to res natančno naredite, potem je že to pol stvari narejenih. In potem seveda, ko rešujete naloge, natančno berite tudi vsa nadaljnja navodila, torej kot smo rekli, ali piše obkroži, ali piše podčrtaj, ali piše, ne vem, pri razvrščanju, torej ali piše obkroži, ali piše podčrtaj, ali piše 3 argumente, piše 2 argumenta in tako naprej. In ja, mogoče, če se samo tega 3 držite, mogoče še, da vam ostane, da prioritizirate recimo zadnjo nalogo, se mi zdi, da vas nima pretirano skrbeti za tole razčlembo. In zdaj, če gremo na zadnji del, torej v bistvu
Lisa, mogoče je v bistvu šlo, da v bistvu smo pripravili tudi še nekaj malega glede ustnega dela. Zdaj, ustni del mature je vreden 20 točk ocene, poteka med 23. junijem, ne 23. takrat boste že konec, ne? Fajn. Med 13. in 22. junijem. Predstavlja 20% torej procentov te končne ocene pri slovenščini in traja 15 minut. Zdaj, razpored za ustni del boste dobili na svoji gimnaziji, verjetno v tej dobi so se šole že modernizirale, tako da boste zagotovo tudi kaj na mail dobili, pa neka oglasna deska bo. Sicer pa upam, da je še vedno taka kolegijalnost, da recimo, če kdo opazi na šoli, da potem to poslika, pa se pošlje nekako v javno rabo, ker na koncu vsi imate korist od tega. Kako zgleda? Torej, kot rečeno, imate literarno zgodovino, neke literarne teorije in potem na koncu še vlogo in položaj slovenskega jezika v kontekstu. Zdaj, konkretno se to nanaša na en dokument, ki je v bistvu skupaj na spletni strani RIC-a, in to je izbor književnih besedil splošne mature za leto 2022. Zdaj, če bo kdo šel naslednje leto, bo imel pač drug seznam, seveda tudi drug esej. In potem po tem izboru književnih besedil je še seznam gesel za jezikovne naloge. Teh književnih besedil je 56 in oziroma je koliko. Ogromna številka, ampak ni tako ogromna, ker ste večino teh stvari slišali oziroma ste se o njih vsaj malo pogovarjali, ste jih omenjali, nekatere ste imeli kot domača branja. Tako da je fino mogoče, če imate zapiske recimo iz prejšnjih let oziroma če pridete k nam po zapiske, to tudi šteje. In zdaj ta seznam, če grem pa naprej k seznamu gesel za jezikovne naloge, to ne pomeni, da vas bo kdo vprašal za definicijo sklanjatve ali pa ne vem, česarkoli podobnega, zato je študij slovenščine, če se kdo za to zanima oziroma je prijavljen. Tukaj je recimo govora o neki tej kratki zgodovina slovenskega jezika je precej dolga, ampak tisto, kar je potrebno pokazati na ustni maturi, na ustnem delu mature, je precej destilirano, torej ne vem, od praslovanščine recimo do razvoja do starocerkvene slovanščine, pa potem kaj so brežinski spomeniki oziroma kaj ta alpska slovanščina in tako naprej. Zdaj seveda tudi ni treba nič brati ali pa ne vem, poznati dejanskega skripta, ne vem, brežinskih spomenikov ali pa tudi abecednika ali pa katekizma, bolj je pomembno, torej, da poznate vsebino, kontekst in tako naprej. Tukaj najdete recimo tudi vprašanje o tem, kaj so jezikovni priročniki, torej to je mogoče tudi fino za naprej vedeti, torej kam se lahko vi kot odrasli, ki seveda verjetno ne boste šli slovenščine študirati, kam se lahko obrnete, če boste imeli kakšna vprašanja glede jezika, kateri priročniki, spletne strani vam lahko pri tem pomagajo. Upam, da to tudi sicer poznate. Če pa vam matura pri tem pomaga, pa mislim, da je dosegla več, kot si je zastavila. In tukaj so potem še torej položaj slovenskega jezika, jaz se pa predvsem nanaša na položaj slovenskega jezika v Avstriji, torej v tem obmejnem pasu, na Madžarskem in v Italiji. Ampak zopet, ponovadi, oziroma jaz sem imela zelo veliko srečo pri teh listkih in sem bila ravno tega jezikovnega. Ponovadi je neka novička in potem se o njej pogovarjate. Torej, fajn je vedeti, kaj so recimo glavne afere. Verjetno za pač položaj slovenščine v Avstriji mogoče vi veste še veliko bolj kot jaz, ker ste mogoče bliže temu. Jaz sem mogoče iz tistega dela, ki bolj na Italijo gravitira, pa bolj tisto poznam. Ampak to so take mogoče tudi fine stvari. Če se bo kdo spravil raziskovati, bo tudi kakšne precej zabavne afere odkril. Bom samo to rekla za zdaj. Kot sem mogoče nekako eliptično že omenila, torej ta ustni del izgleda tako, da imate listke, torej mislim, da letos ni nekega zmanjšanja listkov, kar potem vsaka šola, ne vem, da bi vsaka šola ne vem koliko listkov ven dala. Torej zvečete listek, ga preberete,
in ga lahko tudi enkrat zamenjate, ampak potem tistega naslednjega pač žal morate vzeti. Tako da, ja, to ne bom rekla, da se lahko narobe pri tem odločite, ampak ok. In potem imate 15 minut priprave. Zdaj, to pomeni, da medtem, ko bo eden izmed vaših kolegov odgovarjal, boste se vi pripravljali, tipično je nek list papirja in kuli pripravljen, da si lahko tudi zapišete neke oporne točke, pač karkoli, kar bi vam lahko pomagalo, torej oporne točke za literarno delo, neke ključne besede. Jaz verjamem, da se v vseh teh letih javnega nastopanja oziroma tudi Zoom nastopanje šteje, meni je Zoom nastopanje še veliko teže, iskreno, ampak ste se že zagotovo naučili, kaj si morate pač pripraviti, da se vam, torej da vam nekako predstavitev dobro uspe. Potem imamo čist sam protokol, zgleda tako, da je neko glasno branje, torej da tisto, kar imate na listku, glasno preberete. A je to poezija, je proza, je dramatika. Dramatika verjetno malo smešno zveni, ampak dajte si duška, to je mogoče za marsikoga zadnje ukvarjanje tudi s književnostjo, tako da nekaj zgrešiti ne morate, no, mogoče boste komisijo predvsem malo nasmejali, ker tudi šteje. Potem pridejo vprašanja, ki se nanašajo na prebran sestavek. Zdaj, če je to literarno delo, seveda približna letnica nastanka, obdobje, avtor, kratka vsebina, potem pa karkoli je pomembnega še o tej vsebini. Recimo, če imamo primer Iliade, potem imamo tukaj, lahko govorite o Homerju, o tem, kaj je Iliada, kaj je vsebina, s čim se povezuje, torej s katerim drugim delom, s Odisejo. Mogoče omenite recimo glavne like, ki se tam pojavijo, in potem seveda o teh slogovnih stvari znotraj Iliade, seveda je nujno omeniti recimo heksameter, torej to verzno obliko, kaj to je, petzložni verz, torej ima 5 zlogov. Potem recimo, kaj je homerska primera, ki se tudi recimo pojavlja tam, torej znotraj Iliade. Torej, kaj to pomeni? To je taka zelo dolga, razširjena primera. Torej, ni samo tvoje oči so kot zahojajoče sonce, ampak je vmes še 3 vrstice razlaganja, kako je to sonce povezano še z Ateno in z ne vem čim planem. Iliada. Potem na koncu je pa še neko pregledno vprašanje iz književnosti oziroma strukturirano vprašanje iz jezika. Zdaj, pregledno vprašanje iz književnosti pomeni, da lahko dobite nekaj tako random oziroma nepovezanega, kot je, kdaj je izšel prvi slovenski roman, in to je fajn, da veste, da je bilo leto 1863 in da je bil to roman Josipa Jurčiča 10. brat. Zdaj vse te stvari, mislim, jaz mislim, da je ravno zaradi tega vprašanja sicer zamenjala svoj listek, ampak to nima veze. Ampak to pregledno vprašanje iz književnosti je pač nekaj, kar veste, pa ni mogoče vezano na tisto odlomek, ki ste ga imeli. Torej, lahko je vprašanje, ne vem, kaj je toliko zavesti, pa ste imeli prej srednji vek. Take stvari. Tako da ne preveč računa, da lahko eno obdobje spustite, ker so vsa približno enako dobro pokrita. Zdaj, razen če ste zelo dobri v verjetnosti, pa si boste zračunali, kakšna je možnost, da dobite modernizem, ker vam modernizem ni všeč. Zdaj, vprašanje iz jezika je pa lahko v bistvu eno izmed teh kratkih vprašanj, torej lahko dobite, ne vem, vprašanje je, kot rečeno, prvi slovenski roman, letnico, avtor, delo, lahko pa tudi recimo to, kaj so jezikovni priročniki. To je v bistvu to, okay, šlo takole naprej. Pogoste napake, ki jih počnemo pri ustnem delu izpita, recimo pri branju, zatikajoče se branje, nedoživeto. Zdaj, zatikajoče se branje pa pač neke govorne napake so 2 različne stvari, ki se na maturi tudi razlikujejo. Torej, če imate težave s tem oziroma če imate težave s tem, imate tudi določene prilagoditve, tako da se ne obremenjujte s tem. Ampak fino je, da se nekoliko sprostite, recimo pri ustnem delu izpita, mislim, 80% slovenščine, ki je bila to grozna, najbolj brezvezna, whatever,
je že za vami. Tudi profesori vam večinoma ne želijo dobrega, ampak mislim, ne želijo slabega, pardon, to je bil lapsus, to je bil res lapsus. Tako da dajte se sprostiti, dajte dati še zadnjič priložnost tej književnosti in preberite tako, kot se zagre. Potem register govora, uporaba mašil. Verjetno sem jaz zdaj uporabila 1 milijon mašil, ampak recimo, da glede na to, da imate nekaj časa za pripravo, si lahko to veliko bolj strukturirate, imate tudi manjši čas govora, kot ga imam jaz zdaj, tako da je na ta način lažje. Register govora se pa nanaša na to, da vseeno tudi, če se vi dobro razumete s profesori, ki bodo tam v komisiji, z vašim učiteljem slovenščine, ki vas bo takrat spraševal, to ne pomeni, da lahko rabite, ne vem, pogovorni jezik. Tudi če se recimo, dobro razumete, niste vajeni recimo vikanja in tako naprej, dajte na to paziti. Ker tudi, mislim, to je neka lekcija, ki vam bo prav prišla tudi recimo v naslednjih letih, zdaj ne samo zdaj za faks oziroma za fakulteto, ampak tudi v odnosih z delodajalcem, z nekimi novimi ljudmi v nekih novih okoljih. Tako da to. Potem pa čisto vsebinsko, torej skopa predstavitev literarnega dela. Jaz bi rekla, da ni neumnih odgovorov, ko pride do pač tega vsebinskega dela. Res predstavite vse, kar veste, kar se vam zdi, ali pa še posebej, če se vam ne zdi pametno, torej če ste celo gimnazijo imeli občutek, celo gimnazijo občutek, da vam profesor oziroma učitelj ni pustil do nekih lastnih interpretacij, je tudi tu čas, ker seveda je to podkrepljeno z nekim vašim študijem, da boste šli čez dela, da jo poveste, da vam se je pa mogoče zdelo tudi to in lejte, mislim, zgubiti nimate v bistvu nič, sploh če pač prej seveda poveste neko uradno interpretacijo. Tako da neumnih odgovorov zares ni. Predvsem je neumno, da si rečete, ne, se to ni pomembno, tega ne bom povedal, ali pa tega se ne spomnim in potem pozabite še vse, kar sledi. To je pač to je problem, mislim, to je bolj problematično, torej če se takoj ne spomnite obdobja ali pa avtorja, dajte začeti z nečim, kar znate, mogoče vsebino ali pa ne vem, s čimerkoli drugim, pač bo že prišel ta avtor, vse to skupaj nekje v možganih dano, ni to vsako posebej, tako da se boste že spomnili potem, ko boste začeli govoriti. Tako da za ustni del izpita predvsem pogumno in zdaj za mnoge od vas je to zadnja književnost, res zadnja, sam še to, pa res nikoli več. Tako da dajte še zadnjič dati temu priložnost, se sprostite in jaz mislim, da ne boste imeli težav potem z izpitom in tudi ocena bo temu primerna. To bi bilo iz moje strani vse, tako da zdaj bom še nekaj vprašanj se je nabralo. Predavanje bo kasneje tudi objavljeno, mislim, da bomo pri nas objavili, pa potem KMŠ bo tudi delil oziroma boste obveščeni. Pri ustnem na poklicni, a bi lahko povedala, da je, torej za poklicno maturo konkretno, torej na poklicni maturi, kot vem, torej je književnost samo na listkih. To je dobro vprašanje. Zdaj, odvisno, koliko imate časa, pa koliko imate dela, torej, koliko imate časa in kaj so vsebine na drugem listku, zagotovo pač avtor delo, kratka vsebina si to, da je vsebina nekega dela, to ne pomeni, da zdaj 10 minut o tem govorite, ampak greste lahko pač čim hitreje naprej. Zdaj načeloma je povsod neka kratka vsebina, kolikor jaz poznam, ampak kot rečeno, ta ustni izpit traja 15 minut, pa zdaj branje nekje 3 do 5 minut, potem pač neka interpretacija oziroma karkoli sledi v tem drugem odstavku, torej tej drugi točki, in potem je še tretje vprašanje, ki je pač nekaj tretjega. Tako da ni treba se preveč osredotočati. In tudi če se pač ustni izpit konča
v 13 minutah ali pa 12, toliko boljš. Torej, ker ste vse povedali, seveda. In tudi karkoli, torej, če ne boste prepričani, kaj pričakovati zares, so profesori na poklicni, torej na ustnih izpitih vseeno dovolj usmerjujoči, torej lahko pričakujete, da vam bodo tudi kakšna dodatna vprašanja postavili, ki jih mogoče ni na listih, in vas na ta način usmerjali. Tako da ne se tega ustrašiti, kar pogumno, no, skozi to. In pač, če vidijo, da znate, itak ne bodo zdaj neki vrtali, ne vem, neke podrobnosti. Ali imate kakšen nasvet, kako si lažje zapomniti imena del avtorjev? Mislim, da smo imeli cel kup nekih nasvetov za učenje na našem profilu, tako na Facebooku kot na Instagramu. Jaz sem si jih najlažje zapomnila, ker sem se tudi prebrala, ampak zato je pač malo pozno, oziroma če pač niste tega do zdaj naredili, seveda ne boste šli tega v naslednjem mesecu početi. Zdaj mislim, da veliko mojih sošolcev si je kartice delalo, da je imelo pač vsake na eni strani, na eno stran date imena avtorjev, na druga dela, pa pač obračate, najprej greste na en način čez, potem na drug. Zdaj, če ste malo kreativni, če čutite neko kreativno žilico, pa ste malo nagnjeni k prokrastinaciji, si lahko neko zgodbico zmislite z vsemi avtorji in deli, ali pa ne vem, po obdobjih. To so nekako trije, za katere vem, pa sem tudi videla oziroma zaznala, da jih ljudje uporabljajo. Na listku piše le odlomek in vprašanja, ali tudi avtor in naslov. Mislim, da je avtor in naslov, potem je pa odlomek, ampak pri avtorju ne pišejo letnice, kakor jaz vem, ampak je pač brez tega. If I had more time. Mislim, da angleščina je pa v sredo, tako da torej webinar za angleščino je pa v sredo, torej ne znam dešifrirati točno, na kaj se zadnja replika nanaša. A ima še kdo kakšno vprašanje? Je še zadnja runda, da lahko vpišete. Kaj najlažje odgovorimo na torej pojasni ali razloži? Zakaj se mi zdi, da je to podobno vprašanje, kot ga pri eseju dostikrat vidimo? Torej, pri razčlembi pojasni ali razloži lahko, mislim, lahko si torej začetek stavka sestavite v smislu pojasni, zakaj je nečemu, zakaj prevajalka meni, da neki. Torej, najlažje je, da obrnete, torej greste nazaj. Prevajalka meni, da je temu tako in tako, ker in tako naprej. Ali pa recimo za razloži, ne vem, razlog, da nekdo meni to in to, je pač to. Pač, če bi imela neko celo strukturo, bi mi bilo mogoče lažje razložiti. Ampak, če imate pojasni pa razloži, je večinoma se bo na neki točki pojavil veznik ker, če to kakorkoli pomaga. Še kaj? No, potem bi pa jaz razložila, zdaj Razturi na maturi bo, mislim, da z vami, torej jutri na še webinarjih za matematiko in v sredo za angleščino. Potem pa se beremo oziroma bodo zagotovo še kakšne dodatne aktivnosti na našem Instagram profilu, torej v storijih. Tako od odgovarjanja na vprašanja do pač kvizov, da boste kakšne stvari lažje ponovili. Tako da se na tisto priklopite in srečno. Torej, upam, da boste 11. julija dobili rezultate, ki vas bodo razveselili. Če nič drugega, torej, če vas ne bodo pa razveselili, pa upam, da se ne boste preveč pustili motiti v poletju. Tako da ja, to je to z moje strani in ja, srečno. In upam, da boste razturali. Dijaki zdaj dobili ful enih uporabnih informacij in tudi odgovorov na vprašanja. Tako da ja, kot je že Anja rekla, tudi če karkoli dodatnega še želite, tako kot smo že na začetku povedali, imate na naši platformi res ogromno razlag, tudi slovnice, tudi Anja je pripravila za na našo platformo
vso književnost, tako da imate tudi to na voljo v obliki zapiskov. Tako da, če vas karkoli glede tega zanima, nam lahko pišete ali pa pišete Anji iz KMŠ-ja, da to porihtamo. Drugače pa ja, imamo vedno oziroma večer pred maturitetno polo, ki jo pišete, pač za slovenščino, angleščino in matematiko, imamo na našem Instagram profilu tak Q&A, da lahko še pač kakšne zadnje pomisleke ali pa strahove vprašate, pa vas mi malo pomirimo na ta način, da ne greste pol živčni na maturo, ampak da ste mirni in lepo s čisto glavo odpišete vse skupaj. Tako da hvala za danes, se vidimo jutri na matematiki in potem še v sredo na angleščini. Lepo se imejte.